Kot rečeno, za vprašanje sem dvignite roke in lahko delite. Mi pa, ne vem, Jana, začnemo s teboj, zgodba tvojega življenja, ali pa če začneva z nadaljevanjem. Videli smo, kaj se je zgodilo, lahko morda opišeš, kaj se je zgodilo od tega, ko je bil film posnet, do tega, da zdaj tu stojiš. Ja, najprej bi vas lepo pozdravila. Teh 5 let, mislim, kaj je zdaj že, sem doživela marsikaj, v bistvu eno zanimivo izkušnjo, kako je, ko živiš brez vsega, ko se odrečeš materialnih zadev in živiš tam 100 evri na mesec. Bilo je obdobje, naprimer, ko sem bila 1 leto nezavarovana, ker pač se nisem mogla privoščiti, iskala sem svojo pot skozi SP, potlej sem imela tega raka, ker sem to rešavala. Zavod sem planirala ustanoviti, to se je pol malo zavleklo, no in zdaj delam polovični delovni čas v domu za ostarele privatnem, ena krasna izkušnja. Poleg tega bom pa zdaj v bistvu ustanovila dokončno ta zavod za izobraževanje, ohranjanje naravne in kulturne dediščine v Križevcih na Goričkem. No in v bistvu moje sanje so delo z živali, s čebelami, starci in otroci. Film dejansko govori o tem, kako sprejemamo življenje, ki najdemo moč. Ti si ogromno storila, ogromno preživela, zdaj praviš, se je obrnilo, vse prihodnost je pred teboj. Morda tudi nam lahko zaupaš, odkot črpaš moč, oziroma morda, če navežemo na samo tematiko filma, naslov je Duhovnica, ki v bistvu nakazuje na neko religiozno dimenzijo, ki pa je, kot smo videli v filmu, dosti drugačna od te, kot jo imajo ljudje v mislih, oziroma kot jo institucije predstavljajo. Torej, jaz sem od majhnega bila, ponosno rečem, črna ovca družine, torej vedno sem nekaj drugače razmišljala, drugače gledala na svet. Vsi mi pravijo, kam nekšno energijo, jaz to ne vidim. V teh težkih obdobjih vse možno sem dala skozi, res, pa ne sem edina, verjamem, ko so drugi, dosti ljudi je še več šlo skozi in so bolj močnejši od mene, verjamem. Jaz ne vem, vedno sem se spraševala, odkot meni ta moč. Meni je filter jok. Ni sramotno jokati, tudi fantje ne. Ker to je v bistvu filter, ker je nam, vsaj meni, ko mi je bilo najtežje, ali pa ko se je vsega nabralo, te sem se zjokala, sem stanila, se fajn dvignila glavo, pa idemo dalje. To moč v bistvu pa nikoli nisem znala, to je božja moč, odkot jaz to jemljem, ne vem. V bistvu to imamo vsi v sebi, ne. Vsi imamo to moč v sebi, samo kak je kdo zaupa. Jaz sem se zdaj zadnjih 5 let naučila kar zaupati in to mi je čisto spremenilo življenje, torej zaupanje v sebe, v svojo božanskost, to Božje kraljestvo, ker nosimo v sebi, kot pravi Jezus, in to se v bistvu premalo poudarja po cerkvah. Torej to moč imamo vsi v sebi, le zaupati si moramo. So bili dnevi, ko nisem sebi zaupala dovolj, ampak ne vem, nekako ena ta skrivnost verjetno Božja, kar nosimo v nas, to je to, kar nas nosi. Saj vsi smo tako močni, ne. Zato je skrivnost, ja. Kako sta se našli? Maja, Jana, se poznata, kako je prišlo do tega? V bistvu to je bilo tako, leta 2017, Lutrovo leto je bilo, jaz sem takrat bila duhovnica v Apačah pa v Selu in v Apačah smo imeli v bistvu, to je v bistvu katoliški kraj, tam je okrog 100 vernikov in Zgornja Ščavnica, mislim, kaj je bilo. Tam je eno evangeličansko pokopališče staro, ne, in Apačanci imajo v bistvu že tradicijo, ko imajo vedno prvo nedeljo maja, jaz sem pol dodala še september, oziroma obratno. Glavno 2-krat na leto zdaj imamo na tem pokopališču taka spominsko bogoslužje, kjer pridejo svojci od teh umrlih, pol pa je tam pecivo, pa tako ne je žurka, ampak tam se lepo posedi, pa se pove, ne. No in tistega septemberskega dne, prva nedelja septembra je to bilo, mislim, je v bistvu Maja je takrat prišla na pokopališče, jaz sem takrat glih držala pridigo tam, pa sem te takoj videla, ta ne je naša, ta je od nekod. Ja. No in pol je prišla, pa mi ona to razlagala, ko bi ona rada nek film, pa je bilo glih Lutrovo leto, pa je bilo dosti teh snemanj. Jaz se njo prisežem pri Bogu razmila, ka ona želi narediti film o duhovnicah. Pa je pač mene našla prvo.
Ne, in sem ti prav, ok, v redu, pa še decembra, znam, ker sem se to sem jim prej govorila, sem se spraševala, pa dobro, ta nekako dolgo me ne snema, zdaj, kdaj bo začela, jaz še mami pravila, ti boš ti prišla na vrsto, nič se ne boj. Pol pa ekumensko bogoslužje meseca januara 2018, tam sem v bistvu jaz te ugotovila, ka slučajno je ona nekomu razlagala, kak snema film o meni in jaz sem te, ne, o meni nisem znala, jaz sem narobe razumela. Če bi jaz to dobro razumela, te mi danes tu ziher ne stojimo. Vse jaz ne bi tu stala, ne. Torej v redu, da nisi. Ja. Je pa krasna oseba, v bistvu sem našla v njej eno sestro, res sem si čudovita, faca si. Pa umetnica krasna, res. Tako sem vesela, kaj sem jo spoznala. Maja, kaj je bila največja ta odgovornost, ko ti nekdo zaupa tako osebno zgodbo, tako intimo, kako sta postavili te meje, kaj pokazati, kaj ne, ali sta to sproti usklajevali, ali ni bilo nekih meja postavljenih, ker v bistvu se je tako vse odvijalo organsko, toliko časa smo preživeli skupaj, da smo enostavno blebetali in klepetali in se spuščali vedno globlje in pač Jože, ki je tam snemalec, je bil velik del te zgodbe, ker je isto Jano že odprej poznal, tako da precej nezorganizirano je to vse skupaj bilo, še posebej te začetki, kjer nismo imeli neke finančne podpore in smo preizkušali, kam iti in vedno bolj je zgodba postajala intrigantna in vedno bolj smo bili blizu tudi družini, no, ki nam je začela zaupati in pač so se nas navadili in to je pol rezultiralo v tej zgodbi. Jana, ti nikoli nisi pomislila, te ni bilo malo strah, oziroma rekla si, da če bi vedela, da je to samo tebi, bi verjetno malo bila bolj zadržana. Ja, jaz sem pravi, jaz sem do tistega ekumenskega bogoslužja, jaz sem pač sodelovala, jaz sem zdaj prva, te do druge, te pa ko sem jaz to, v bistvu to je bilo tako, jaz sem se nekem pogovarjala, gužva je bila, vsi so bili tam polno, evangeličani, katoličani, pa je ona te pač nekdo vprašal, o kom je ta film, pa je ona pravila o meni. In jaz sem te resno mislila, ka je v bistvu keksnila. Zato, ker jaz sem bila duhovnica ne v svoji gmajni, naprimer, ka bi živela v župniji, ampak jaz sem živela, kak ste videli, v bloku, pa sem se eno nedeljo vozila se, drugo tja in to je bilo to. Jaz sem živela ultra dosadno duhovniško življenje, ker nisem imela dela. In sem rekla, kaj boš ti, mene pa to, da je polomija, ne. Nisem takrat ja še znala, ka bom šla v vojsko, ka bom dala odpoved, ali pa ka bom imela raka. To se je pol kasneje pač pokazalo. Je bilo poskrbljeno za dramaturgijo. Ja, evo, Bog je poskrbel, ja. Ok, morda to pa bomo navezali še na Jožeta. Kamera je bila skozi prisotna, kak si to čist, kak je bil to občutek? Ja, v bistvu, malo je to že, sem bila kamere navajena, zato ker moja mama je v bistvu prva duhovnica, ženska duhovnica v zgodovini naše cerkve, pa še Slovakinja, taka atrakcija bila. In že od majhnega smo v bistvu bili, ne, bili smo tudi na nedeljskih 60, naprimer, ne, taka... Popularna familija. Ja, ampak to je, ko smo bili navajeni, taka kamera ne je nekako motila. Ja. Jože, mogoče tebi še predam, kak si ti to videl, oziroma tudi v filmu je zanimivo, vidimo tudi par teh prizorov same narave, srnjaka, vrt pa te zadeve. Koliko ste potem tu v sodelovanju, koliko je bila to tvoja inspiracija, oziroma koliko ste to vključili v zgodbo? Vem, zdaj bo Maja jezna, ampak jaz bom kar začel z eno anekdoto. To je bil čisto prvi dan snemanja, eno zimsko jutro, tako lepo je snežilo. Maja pravi, če greva do Jane posneti prvi intervju, tako tisto neuraden, oziroma nekaj, pač prvi pogovor. Mi dva se peljeva z Murske Sobote do Petrovec, 118 km, to je, priješ tam 20 minut brez problema. 2,5 uri sva se peljala takrat, se spomniš? Ja. In sva se ustavljala, potom je lepo, potom je lepo, potom je lepo. Dobro, jaz sem si napakiral, sem rekel, ok, tisti kratek intervju bo delal, dve bateriji si notruknem, pa neko minimalno opremo. Vem, ko sva se ustavila na enem hribu, in Maja pravi, daj, oni dva konja mi posname. Sneži, jaz gledam dol, kje vidi konja, jaz konjev ne vidim. Se spomniš z tega? Pa že prav zoom vklopim, pa iščem te konje, pa te na konci res so ene male pikice bile. Zanimivo je bilo. Mi dva smo glavno po 2,5 uri prišla do Petrovec, jaz sem prišel s praznimi baterijami, ta ne, seveda, tako da začela smo zelo dobro, v bistvu saj smo dopolnila pa vse, ampak to je bil štart. Drugače pa, tako kako ste obi rekli, zgodba se je sproti je šlo vse skupaj. Ogromno svoje, ja, vse svoje, cel čas svoj objektiv tiščala dobesedno v njo not. Ne. Mogoče bi jaz tu sam dodala še to, da je
zelo specifično, saj ste verjetno opazili, pač nekje se umirimo in imamo ta čas in kako se je zgodba razvijala, smo mi tudi razvili to neko estetiko in se končno umirili in tudi življenje Janino se je umirilo. Na začetku je bilo pa vse dosti bolj hektično, ne, z začetkom in nekako si jo probal loviti v vseh teh interakcijah, ona je bila 100 na uro in vsi te ljudje in pač težki začetki so bili. No. Ja, definitivno, na začetku smo kar skakali. Ampak je ratalo, cool. Ogromno materiala je bilo posnetega, ne, tako da če mogoče Sara poveš še z tvojega vidika, čist tehnične zadeve za nas laike, koliko je bila prva verzija, koliko je bilo neposnetega materiala in kako sta se prebili potem do tega, kar smo mi danes videli? Prvo so več sploh razmišljali, kako se zdaj tega lotiti, ker mislim, da smo tam skoraj do 100 ur prišli na koncu materiala, tako da pač dobro, prvo je tako rečeš, pač se enkrat je treba tako in tako vse pogledati, le pač ni debate, pa smo si ful pridno zapiske delali zraven pa vse, da pa smo imeli in ročne in na računalniku in tako, pa pač nekako študiraš zraven, kako se zdaj tega lotiti, pa so pa v bistvu kar postopoma pač probali izločevati. Potem pa mislim, da prva ta neka verzija, ki smo rekli, da jo bova odsedeli tako res celo v kosu, pa pogledali je bila tam 7-8 ur, tako da smo po mojem mogli kakšen kosil vmes še pojesti. Neč pa je šlo pač od te točke naprej postopoma, ne vem, pač res pa v bistvu toliko veliko, toliko kompleksnih temah niti ne moreš nekako prehitevati tega, no, saj smo kdaj pač poskušaš kaj tudi malo x, čist tako, da vidiš, če dobiš kakšno novo idejo, navdih gor dol, ampak na koncu večino časa sva kar tako zelo počasi pač na izločanje šli, ker rad si hitro zgubil mogoče nek ta občutek, pa zelo so se trudili, da se Jano na prav način začuti, pa glih to, da razumemo, da se ona tudi kot lik razvija, pa spoznava stvari sproti, no, tako da je bil kar dolg proces na koncu vse skupaj. Ok. Kot scenaristi ste poleg Maje, imaš še 2 sodelavca, to so Izo in pa Boštjan. V bistvu tako, mogoče malo nehvaležno vprašanje, ampak ko gledaš film, se zdi, da se je zgodba res sama pisala, ne? Ampak vseeno to v obliko scenarija, oziroma kako ste vi trije to skupaj sodelovali na to temo? Mogoče je tle Iza še najbolj lahko objektivno pove, kako se je ona prvič vključila v zgodbo ali kakorkoli. Ja, pač dejansko scenarij za dokumentarec zares ne obstaja, ne? Ampak so pa neke debate, kaj funkcionira, kaj ne, tudi ko je Iza pogledala prvič 4-urno verzijo, se mi zdi, da je pol dala nek tak dober poglobljen feedback in smo se pogovarjali naprej, ampak bosta videla svoje videnje tega, s kakšnim materialem sta se srečali. Ja, mene je v bistvu Maja pa Boštjan sta me povabila na projekt, ko je bil projekt še v razvojih, nek material je že bil posnet, ampak ja, spomnim, že takrat mi je bilo fascinantno, ko je Maja razlagala vse okoljane, smo tako, kako en človek toliko doživi vsega, smo tisto takrat spravljali v neko obliko, ki bi bila neka zaključena zgodba za prijave in tako naprej. Se vas spomnim pa vsakič na zvenič, ko se srečala Maja, je bila Maja, joj pa še to se je Maji zgodilo, Jani zgodilo, zdaj pa še raka dobila, pa odpoved je dala in sem tako, okay, to pač kar raste in Jana naprej sama piše, tako da, ja. Žiga, svetovalec? Ja, svetovalec za montažo. Kaj pa vem, ja, to, kar je bilo povedano, to so te ključne zadeve, v bistvu scenaristika pa montaža pri takih projektih dokaj povezana z roko v roki, ne, se mi zdi, kot da montaža lahko pride do neke točke, potem pa na neki točki moraš v bistvu nazaj scenarij pisati, ne, da šele veš, kaj sploh v montaži narediti. In v bistvu funkcija take, kot sem jaz pri takih projektih, je v bistvu ta, da so tisti, ki so najbolj zunanji ljudje, ki v bistvu niso obremenjeni, koliko je bilo težko kaj posneti ali pa karkoli, ampak objektivno pogledati, mislim, objektivno. Subjektivno pogledati na stvari, pa pač pomagati, ne speljati zadeve po nekih industrijskih standardih, ampak po viziji, ki jo pač imajo avtorji, v tem primeru Maja. In tle smo probali v bistvu vsi mi čim bolj zraven pomagati pri, kako rekel,
nekih variantah, ne, se pravi, dodajati neke opcije, lej, če bi tako pa tako zapeljala zgodbo, bi potem to lahko šlo tako, pa bi bil film mogoče tudi malo krajši. Če bi tako pa tako zapeljala, bi šla zgodba drugače, ali pa mislim, da se tle bolj lovila emotivna linija. Danes sem prvič na big screenu gledal tale film in se mi zdi, da je ful dobro funkcioniral glih na tem nivoju, ki je pa bistven. Ne. Čeprav mogoče kakšni dogodki bi jih dramaturško lahko malo drugače zmontiral, ampak se mi zdi, da ful lepo, tako, v bistvu kar malo kople in kople in kople, ta film globje in globje in to mislim, da je v bistvu ta kvaliteta tega filma. Ok. Medtem, če že koga kaj zanima, samo da vas ne bomo preskočili. Ja, tam. Samo počakam mikrofon, sekundica. Jaz imam vprašanje za Jano in sicer me zanima, če ste še ostali v stiku s temi ljudmi, ki vidim, da ste ful velik vpliv pustili na njih, sploh na te gospe, no, ki so hodile k vam v cerkev. Ja, ostala sem v stiku, ne, kar z nekaj, mislim, verniki in zdaj že dolgo obljubljam, ka prijem na obisk, ampak to se mora človek dopustiti, ka jaz sem pa ostala, ja, ker smo v bistvu, njih smo bili, jaz z verniki nisem bila, v bistvu vse so drugi duhovniki tudi povezane s svojimi verniki. Ne vem, mi smo to imeli, mi smo bili na ti, naprimer, in smo bili nekako tak, res ne vem, naprimer, predvsem v Apačah, tam sem se počutila popolnoma kot doma, ne, tam je bilo, ne vem, in te vezi so ostale, predvsem z Jožico, ne, ne vem, to so takšni ljudje, kar ti ostanejo v srcu in ne mreš, ka bi jih samo tako pustil, ne. Ok, kar izvolite? Kot prvo bi se vam rad zahvalil, da si upate razgaliti eno svoje življenje pred gledalci, pred občinstvom. Ena velika zahvala gre za to, da vidimo, da smo vsi ljudje z napakami, da živimo v neki sivi coni, ni belega, ni črnega, smo taki, ker smo in velika zahvala, hvala vam, da pokažete, da je človek, ko smo si med sabo zelo podobni v istih težavah. Zdaj vam pa hvala lepa tudi celi ekipi, ki nam je pa to prikazala v nekem formatu. Imam pa vprašanje za vas, kaj je bilo pa za vas najtežji, ko ste prvič videla nek film, kaj je bilo, mislim, ko ste videla svojo zgodbo, nek throwback nečesa vidiš, ne vem, to me zanima. Ja, najtežje mi je v bistvu bilo, ko sem, v bistvu ta del, ko sem se poslavljala od svojih vernikov, ne, ker ljudi imam še vedno rada, ne. Ampak zaradi ugovora vesti bom povedala, ne, zaradi tega sem dala odpoved. V bistvu to mi je bilo najtežje, ne, ko sem odhajala od njih, ker smo se v kratkem času zelo navezali. Ja, to. Rak je ne bil tako težki, kako to, ne. V bistvu, ko imaš nekoga rad, pa si z njim zelo lepo sodeluješ, ne, in to je bilo čustveno v obeh cerkvenih občinah, ko sem odhajala, ne. Pa zdaj, ko sem videla to na filmi, ko sem prvič videla, sem tudi jokcala malo taka. To mi je bilo najtežje. Jaz bi tu mogoče dodala, da so mi dve Saro skoraj vsakič jokale, ko ona šla pač. Ko smo imeli to bogoslužje, da ona odhaja, pač se naj je vedno tako sve sočustvovali z njo, mogoče tudi zaradi tega, ker sve toliko drugega, vsega materijala videli še zraven, ne, da pač vsakič so se razjokali. Mogoče, Maja, ogromno je bilo tudi treba nekih stvari pustiti stran. Ali imaš mogoče kaj take, kak bi dogodke ali pa scene, ki jih imaš zdaj v glavi, ki bi si pa mislila, to bi pa bilo še fajn, če bi bilo? Dosti je bilo humornih stvari in pač malo smo uspeli to izvleči ven, da kažemo na ta Janin humorni karakter in na vse druge, ki so v filmu, tako je recimo Marjanca, ki gre na telovadbo, ampak tista telovadba se tam še ni zaključila. Ona se je pol vrnila nazaj, cela zahropla in rekla, ja, zdaj so mi pa šle, ni jih več na telovadbi. In pač vsi to gledamo in ja pa Marjanca, pa kdaj imaš to telovadbo? Pa ona reče, ja, ob 2, pa mi tako pogledamo, je pa se 1:01, komaj Marjanca. Ja, pol mi pa niso šli, ampak cela je tekla, je tam vse okrog in prišla nazaj za brez veze in pol je vseeno uspela priti na telovadbo. No. Marjanca je faca. Ampak dosti je bilo takih pripetij, pa še posebej, ko smo vsako nedeljo bili tam in ne vem, se družili ob čaju, pijači, pecivu, ogromno je bilo enih zabavnih momentov in tudi z Jožetom so najo zelo dobro sprejeli, pač tam smo bili njihovi, no, in tako, fajn je bilo. Ok, na balkonu imamo tam prvo vrsto. Ja,
Hvala za besedo. V bistvu bi najprej pritegnil temu, kar je povedal kolega spodaj. Res ena iskrena zahvala za pogum, ki si ga zmogla. Povedane so bile stvari, ki so zelo intimne, zelo osebne. Ne? In vprašanje v zvezi s tem, ne, mogoče, ko si zdaj pač, ne vem, ali to zdaj bilo, verjetno nisi prvič videla tega, ne, na tak način, če bi zdaj to bilo v tvoji moči, a bi recimo spremenila nekakšno stvar, izpustila vseeno, rekla, joj, to je bilo pa predaleč, preveč. Ne? Pa če še dovoliš, ne, sam tale vidik je mi bilo tudi zelo zanimiv, ne, tale jezikovni, ki sem ga izvidel, ne, ker sem kot prekmurec ne sam in je bilo ful zanimivo tole prepletanje te vaše prekmurščine, slovaščine, slovenščine, pa govora, ki ga govorijo v Apačah. Tako da to je bil tak zelo vidik, ki mi tudi bil všeč. Sicer pa res iskrena hvala. Super si, najboljše si naredila, krasna si. Hvala vam za te besede, tudi vam, gospod. Veste, kaj jaz tako pravim? Preveč je v svetu. Če bomo tako živeli, kak smo, nikoli se naučili telepatije, ne? Preveč je skrivnosti med nami, preveč smo... To, kar sem jaz rekla o očetu, ne, to je pač tako bilo, on je imel težave z alkoholom. Jaz sem imela težave, skoraj sem padla v pekel trdih drog, ne, ampak o tem dnevniku spletnem. Torej, ne vsi smo krvavi pod kožo, vsi imamo neke šibke točke, ne. V bistvu zdaj, to mi je bilo v bistvu za očeta, ne, ko sem to rekla, to mi je pač to mi je bilo, če bo jezen, ne, on, ko sem jaz pač, v bistvu to je bila takrat javna tajna, ne, v bistvu se, kad duhovnik dela na vas, vse zna, mada vsi mislijo, kad se ne ve, ne, taka. Ampak on je to dal skozi, ne, pač pa je se s tem, v bistvu, je dal to skozi, pa več ne pije. Drugače pa ne je bilo, v bistvu zato, ker, gledajte, če nekdo mora začeti govoriti, ne, in mislim, kaj je premalo govorimo in zato smo taki, kak smo zavrti, ne vem, dosti krat žalostni, dosti krat, ko človek sprejme sebe samega, takega kot je, z vsemi svojimi plusi, minusi, sramotami, vsem, potlej si ti končno močan, ne, takrat šele ti dobiš to notranjo moč, ko lahko se smeješ iz svojih kiksov, iz svojih napak, iz sramotne, ko sam sebe razumeš in takrat v bistvu si šele ti, ne, in tega je premalo, preveč je mask. Ne, jaz upam, ko bodo naslednji, mislim, v prihodnosti te maske počasi začele padati, zato ker vsi smo čudoviti. Ne, in tega se moramo začeti zavedati. Pa verjetno preveč strahov tudi, ne? Ja, daleč preveč strahov, ne. To mora se vproč, ljubezen. Izvolite, druga vrsta tu. Zdaj boš? Ja. Hvala za zgodbo vsem. Me pa zanima, a je film spremenil odnose v vaši družini? Ker včasih se zdi, da nekaj vidimo, eno tako večjo zgodbo, ali napisano, ali prikazano, kakorkoli, da v bistvu spremeni kakšne stvari. Ja, je spremenil. Pri nas mora reči, ka na boljše, zato ker smo naprej starši, imamo dosti bolj odprt odnos, ne, in dosti lažje se zdaj pogovarjam, tako hvala. Ja, tu je v tem vidiku je spremenil, v bistvu hvala Bogu na boljše, ne, ni nekih zamer, pa ne vem, tako ja. Ok, še na balkonu kdo slučajno, ali tu spodaj? Če ne pa jaz bi se morda navezal, Boštjan, ti si bil tudi pri scenariju, si bil zraven, si pa tudi v vlogi producenta, si kdaj, oziroma si tu pri oblikovanju scenarija imel kdaj teh producentskih vzgibov ali si kaj razmišljal, oziroma kako ste sploh uspeli, kot je že Maja nakazala, za skromnimi sredstvi izpeljati ta projekt? Ja, v bistvu ta neka dvojna vloga pri dokumentarcu seveda ni tisti klasičen scenarist kot pri igranem, tako da jaz sem ves čas malo pristopil iz nekih producentskih, rekel,
limit, glavno so bile limite in na scenaristično predvsem neko usmerjanje, kam bi lahko zgodba šla, kam dejansko zgodba gre in kako približno jo potem zapakirati, ker so bile določene teme, eno tudi zdaj pač Jana nakazala, ko pač se nismo pretikali, čeprav bi se lahko, tako da je cel proces je šel bolj na tem nivoju, tako da v bistvu čist na začetku sem pa sam, potem se je tudi Nataša v drugi fazi priključila kot producentka in tudi v zadnjem času v bistvu prevzema pač večji del, posebej ko je bila postprodukcija in zdaj distribucija. Meni osebno recimo en tak ful velik etičen, ne rem, ampak sem imel po mojem Jana skoraj tako trema, kot je bila ta prva projekcija, ker je bila tvoja družina, pa še verniki posi in potem Jana po, ne vem, 15 minut filma ustane in gre ven. Kaj zdaj za en hudič? WC, ja, ampak to je trajalo in pa sem videl tako, da je pač Jana tam strani stala in pa sem videl, da tudi tvoja družina, ja. Ampak ta WC je trajal, ne vem, 25 minut, 3/4 ure. Si še pokaditi vmes, ali ne? Tako da recimo tisti je bil tak zelo velik test in tudi na tako filozofsko vprašanje, ali to, kar mi počnemo, prav producenti, ali ima smisel v tem svetu in recimo to, kar sem videl, ko se tvoja mama pa oče, ko ste se tam objeli, pa to takrat, to bi bil en močnejših trenutkov celega procesa. Drugač bi pa sem rekel eno stvar, ki sicer je še zaupna informacija do 26. marca, da nas je sprejel v tekmovalni program tudi en od največjih svetovnih festivalov, ne smem še povedati, kater, ampak je ena taka velika potrditev potem, da smo pač v Portorožu bili nagrajeni. Vesna za montažo, nagrada občinstva, Fipresci nagrada in pa tudi Štigličev pogled, ne? Smo kaj ja, to je pa zdaj Maja dobila, tako da to pa še mogoče bi še Nataša kaj dodala. Zdaj v bistvu si že mojo istočnico porabil, ker sem hotela tudi ta festival še malo bolj diskretno zapakirati. Tako da mi v bistvu ostane samo to, da z današnjim dnem film začenja svojo pot tudi po Sloveniji in da se zelo veselimo zdaj, da bi čim več ljudi to v kinodvoranah tudi pogledalo. Pa trenutno ga imamo kar prijavljenega na precej enih festivalov, tako da se veselimo te poti po Evropi, po svetu, pa predvsem po Sloveniji. Ok, še kakšno vprašanje, še zadnjo? Aha. Kaj sta pa rekli Jožica in Marjanca? Ja, Marjanca je bila itak vesela. Jožica, Marjanca je naša... Marjanca je imela zelo težko življenje, ne? In sama živi in to, ona je v bistvu ta Apače, ne, verniki, to je njena družina, ne, kak to pri oltari, kak ste videli, ne, to je njeni drugi dom in ona je grozno ponosna na nas, ne, ona je bila, v bistvu zelo se je tak, znate kaj, na začetku je bila malo tako izgubljena, nekaj je bila tudi bolna, čista se je spremenila pozitivno, gale, ona je takšna krasna oseba, res, in zelo je preprosta, vidite, ampak ta gospa je neverjetno dosti modrosti nosi sebe, ne, taka res preproste, ampak česen za vse je zdravilo, ampak ne, res, ona je krasna oseba in resno, najblagoslovljena, kaj je, dušica res. Ja, tako, bilo je nje všeč, moram povedati, ja, so zadovoljni. Ok, potem še zadnje vprašanje. Aha, še imamo tu eno, se proščam. Ja, jaz imam pa vprašanje za Majo, ker če sem prav razumela, se vidve prej nista poznali. In me zanima, kje si dobila to idejo oziroma kaj si pričakovala takrat, ko si prišla na tisto pokopališče, pa pač se začela pogovarjati. Mislim, o Jani sem zasledila že par stvari prej, ker je kdaj bila v medijih in je bila ena od teh odprtih duhovnic, ki bi poročila geja in vedno imela te neke odprte nazore, ne čisto standardne za te neke cerkvene okvirje, tako da to je bila v bistvu prva istočnica, zakaj me je zaintrigirala. Potem pa, ko sem jo srečala v živo in mi je že prvič razlagala, ko smo se vozile v avto, ta anekdota recimo šla ven, kako je na prvem pogrebu padla v grob.
To je bila ful dobra anekdota, ki je pač recimo šla ven in kako je kopala se ven iz tistega blata in bila cela blatna. Pač potem me je osvojila in pač od takrat naprej smo bili nerazdružljivi. Ok, to je to. Z moje strani še zadnje vprašanje, kako je Mika danes, Milada, tvoja? Ja, Milada je 10 let star, 11 let stara, prihajam v puberteto punca. Ja, krasna je, ona je nedonošenka, mi je skoraj umrla 2-krat, tako smo šli težke stvari skozi njo, zdaj pa raste, da je malo večja od mene, pa brihtna punca. Ma takšen, joj, ma res specifičen smisel za humor, bolj od mene res. Tade še je rezala gvinte, samo je fajn je, hvala lepa. Ok, torej mi preostane samo še to, da se v svojem oziroma v našem imenu iskreno jih zahvalim za to osebno izpoved, za to prikaz tega, kaj smo ljudje v resnici in kaj bi morali biti, da bo svet lepši. In hvala ti tudi za zgled, Maja, tebi pa oziroma celotni ekipi za to, da je to prišlo do nas preko teh filmskih podob. Hvala vam. Jaz bi se zahvalila še ob tej priliki cele ekipi, žal mi je, da nas je toliko naenkrat gor, da vsak ne more še povedati kaj več. Prvo hvala mojima prvima sodelavcema, Jani, da je to vse povedala in Jožetu, ki je mučil to tlako z nami. Včasih je prišel na snemanje, včasih ni prišel, pustimo to, ampak... Kamera je bila vedno tam, ne? Ja, kamera bo je bila, no. Pa Boštjan in Nataša za ves support in za vse dobre ideje tokom procesa. Brez vaju to ne bi speljali do konca nikakor. In Saro, ki je najdlje sedela, in Izo in Žigo isto za svojimi modrimi mislimi in bogatimi kreativnimi inputi. Tako da, evo. Torej, hvala vsem. En aplavz za vse skupaj. Sicer pa kot rečeno, film bo še enkrat prikazan v okviru festivala, ne, čez 2 dni. V soboto ob 19. v kinoteki. In kot rečeno, potem na rednem sporedu v Art Kino mreži in tudi ostali kino. Tako da, če vam bi bil všeč, če vas je navdihnil, če vas je nagovoril, če vam je kaj dal, razširite glas. In to je to. In še enkrat hvala vsem, tudi vam in ekipi in prijeten večer naprej.